Pozdravljeni v podkastu Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Z magistrico fizioterapije Tjašo Knific se bomo danes pogovarjali o novem vadbenem programu za aktivno in zdravo staranje, ki se imenuje Vadbeceda. Skrite črke v imenu A, B, C, D, super ime. Kaj pravzaprav pomeni? Ja, skrite črke v Vadbecedi v resnici ponazarjajo prve črke oziroma začetne črke abecede, tako kot potrebujemo za branje in pisanje abecedo. Radi rečemo, da tudi za izvajanje Vadbecede nekako ponazarjamo stopnjevanje programa ali pa zahtevnost programa s prvimi črkami abecede, to so A, B, C, D. Pa bi vam kar pokazala, ne? Takole recimo to zgleda, kjer ima vsaka vaja pač svojo oznako, kar pomeni, da če želim malo lažjo vajo, začnem z A-jem in potem stopnjujem do D-ja. Ima pa to tudi skriti pomen, saj namreč želimo z Vadbecedo gibalno opismenjevati odrasle, kar pomeni, da vodi dolgoročno k izboljšanju splošnega počutja in pa konec koncev tudi kakovosti življenja, tudi v pozni starosti. To je program za telesno dejavnost starejših, ki je nastal v sodelovanju s strokovnjaki z več področij. Komu je namenjen in kako se lahko starejši v program vključijo? Ja, program Vadbeceda je v prvi vrsti namenjen odraslim, seveda zlasti tudi starejšim odraslim, ki si želijo ohraniti ali pa izboljšati svojo vitalnost in pa kvaliteto življenja. Zasnovan je bil v sodelovanju z mnogimi strokovnjaki, zlasti z področja javnega zdravja, rehabilitacije, pa tudi športa in rekreacije. Odrasli pa se načeloma lahko vključijo v vadbeni program preko centrov za krepitev zdravja. Kot sem že prej omenila, so to izpostave v zdravstvenih domovih, kjer lahko torej vadijo v sklopu nacionalnega programa Skupaj za zdravje. Ali program vključuje samo vadbo ali tudi kakšen pogovor, druženje, karkoli drugega? Ja, program sicer vključuje postopno načrtovano vodeno vadbo, enkrat do dvakrat tedensko. Vadba je seveda prilagojena trenutnim potrebam posameznika, tudi prilagojena v primeru kakšnih manj zmožnosti. Načeloma pa so v vadbi torej predvidene vaje tako za moč, ravnotežje, gibljivost, kot tudi koordinacijo. Poleg tega pa sama vključitev v program spodbuja tudi, dajmo reči tako, delo doma, se pravi, kar lahko starejši odrasli naredijo še v neki dodatni vadbeni enoti samostojno. Želimo, da za udeležbo pri strokovno vodenih vadbah starejši krepijo tudi svojo socialno mrežo, kjer se udeležujejo v skupinsko vadbi, in pa mnogokrat tudi vadbeni kolegi v resnici postanejo pravi prijatelji za življenje, tako da nekako skrbimo za to rednost vadbe potem tudi lahko samostojno. Poudariva, da je ta program za starejše brezplačen oziroma vadba v centrih za krepitev zdravja je brezplačna. Kako pa je s prostimi mesti v centrih za krepitev zdravja? Ja, drži. Vse aktivnosti v sklopu nacionalnega programa Skupaj za zdravje, s katerimi upravljamo na inštitutu, so brezplačne za vse tiste, ki so osnovno zdravstveno zavarovani. To je unikat na svetu, na kar smo lahko v Sloveniji zelo ponosni, da tudi država podpira preventivne aktivnosti, ki so dostopne vsem ne glede na izobrazbo ali pa socialni status. Za informacije o prostih mestih in pa vadbah, terminah vadbe se je najbolje obrniti kar na najbližji center za krepitev zdravja v zdravstvenem domu. Tam za, izvajanje vadbe skrbijo usposobljeni fizioterapevti in pa kinezologi. Več o delovanju morda centrov za krepitev zdravja si pa lahko slušatelji danes pogledajo tudi sami na spletni strani www.skupajzazdravje.si ali pa tudi v programu vprašajo svojega osebnega zdravnika oziroma kateregakoli drugega zdravstvenega delavca. Torej, lahko napotijo tudi zdravniki na ta program, pa tudi referenčne medicinske sestre? Ja, drži. To je spet posebnost Slovenije. Ne vem, če morda veste, da ima vsak prebivalec starejši od 30 let pravico do enkratnega oziroma letnega preventivnega pregleda, v sklopu katerega se ugotavlja marsikatero zdravstveno stanje oziroma tveganje. Seveda v sklopu tega so lahko tudi napoteni v center za krepitev zdravja in pa morda tudi motivirani za vključitev v kakšno redno obliko telesne dejavnosti. So zdravstveni delavci dovolj ozaveščeni? Se denimo zdravniki s svojimi pacienti pogovarjajo o telesni dejavnosti, jih spodbujajo k temu? Ja, na splošno opažamo v Sloveniji, da morda primanjkuje sistematičnega izobraževanja zdravstvenih delavcev, morda tudi zdravnikov z vidika svetovanja za telesno dejavnost za krepitev zdravja. Vsekakor se trudimo, da
zadevo, dajmo reči, popravljamo. Načeloma pa se zdravniki v Sloveniji pogovarjajo tudi s pacienti o njihovi redni telesni dejavnosti na splošno gibanju, kolikor jim pač čas to dopušča. Sistematično je zadeva uvedena, torej presejanje za telesno dejavnost v sklopu programa Skupaj za zdravje, v sklopu preventivnega pregleda, kjer vas zdravnik povpraša o vaših gibalnih navadah in pa seveda lahko tudi vpliva na dvig motivacije, morda da spremenite kakšno nezdravo življenjsko navado, kot je na primer telesna nedejavnost. Vemo, telesna dejavnost je izjemno koristna, predvsem za starejše. Kje vse se lahko starejši vključijo v različne programe, v različne vadbe? Poznamo oranžne majice. Ja, ponudbe je po mojem mnenju več kot povpraševanja, saj tako mi opažamo, drugače ne bi imeli takšnega bremena, torej obolelosti, zlasti v poznih letih. Na voljo je veliko vadbenih programov, ki so dostopni širše po Sloveniji, ne samo v sklopu zdravstvenega varstva, zlasti v športnih društvih, društvih kroničnih bolnikov in seveda verjamem, da je vsakdo od nas že videl v svoji bližnji okolici tudi tako imenovane oranžne majice. Gre za torej društvo Šola zdravja, ki spodbuja gibanje na prostem, gibanje v jutranjem času, kjer se ljudje poleg tega, da se gibajo, tudi družijo, kar se nam zdi zelo pomembno, predvsem za ohranjanje neke redne telesne dejavnosti in pa motivacije za gibanje. Za konec ne pozabiva omeniti še aplikacije, ki jo načrtujete pri Vadbesedi. Kako jo bodo lahko starejši uporabljali? Ja, drži, smo v nekih končnih fazah testiranja aplikacije. Morda kar izkoristim priložnost, pa vam jo pokažem. Gre v bistvu za dokaj enostavno aplikacijo, ki podpre vaše udejstvovanje pri Vadbesedi vsak dan. Lahko si nastavite opomnik za vadbo, morda izberete kakšno drugo obliko gibanja in tudi spremljate vašo redno telesno dejavnost v sklopu kazalnikov, ki aplikacija nudi. Predvsem pa se nam je zdelo snovalcem pomembno, da morda kot uporabnik dobite tudi neko izkušnjo in si morda vajo pogledate ponovno, vkolikor kaj pozabite, z vidika izvedbe, da je izvedba še vedno varna in pa učinkovita ter da je tudi uporabniška izkušnja za vas mogoče malo lažja z vidika spodbude za gibanje. Aplikacija je seveda brezplačno dostopna, tako kot vse druge aplikacije se jo lahko naložite na marsikatero napravo, se pa sicer zavedamo, da ni to rešitev za čisto vse starejše, kajti namreč nimajo vsi starejši niti naprav, morda niso informacijsko pismeni, morda pa koga vseeno pritegne tudi kaj takega k rednemu gibanju. Redna telesna dejavnost pa načeloma podpira tudi preprečevanje marsikaterega geriatričnega sindroma, zlasti padcev pri starejših, in tudi aplikacija in pa sama vadba, torej Vadbeseda, podpira to preventivo, ključno preventivo za preprečevanje padcev v pozni starosti. Super, da ste to omenili, kajti to bo tema pogovora najinega naslednjega podcasta. Hvala za pozornost in bodite z nama tudi v naslednjem podcastu.